Živijo, približuje se dan D, tako imenovani dan obračuna. Po nekaj letih neuspelih poskusov je Bibi na moje vprašanje, a bi ti mogoče šla enkrat, z mano nekam, kjer bi potencialno lahko prišlo do nekih romantičnih dejavnosti, odgovorila, pa ajde. No, in ta zmenek bo jutr. In če se lahko dramatično izrazim, jaz sem živčna razvalina. In zato je na pomoč poklical mene. Ja, priznam. Izkušenega loverboya. No, ne bi šel tako daleč, no. Don Juana spodnje šiške. A lahko ne pretiravaš? Do zdaj si bil na 3 zmenkih. 3 več kot ti, prijatelj. To je res. In jaz sem zdaj pripravljen s tabo deliti vse svoje modrosti, pod pogojem, da tukaj pred vsemi osvežilci rečeš, Riki, ti si najlepši. Riki, ti si najlepši. Kaj nisem dobro slišal, možeš bolj na glas reči? Riki, ti si najlepši. Riki, ti si najpametnejši. Riki, ti si najpametnejši. Riki, tvoj rit res dobro zgleda v teh kavbojkah. Riki, tvoj rit res dobro zgleda v teh kavbojkah. Kaj? Res? Kjer kompliment, hvala. Moja rit tudi dobro zgleda v tej trenirki. Čas je za Rikijeve modrosti. Mega špon! Kdo sta pa ta dva na fotki? Nimam pojma. Prvi nasvet, ki ga imam za vse, ki se spuščate v romantična razmerja v živo, ne smrdeti. Saj nisem nameraval. Lej, ne razumeš. Ekran vse prenese. Slab zadah, najstniški švic. Če z nekom četaš, se lahko poliješ z gnojem, pa ne bo opazil. Ok, fuj. V živo so pa stvari malo drugačne. Ok, se pravi, malo pod pazduhami, en mentolo bombon, pa je to to. Nared to, kar narediš, preden greš k zdravniku. Pa k zobarju. Kaj da bi šel hkrati k zobarju, pa k zdravniku. To je pa kar poseg. Se pravi, umit zobe, tuš in še deodorant. Pa čiste cunje. Pa dobro, no zdaj pa se ne grem k babici. Zna se zgoditi, da bo slej ko prej prišlo do mučne tišine. Do mučne tišine? Ja, do trenutka, ko ne boš vedel, kaj reči. Pa Bibi ne bo vedela, kaj reči. Pol, mučna tišina. Jaz nikoli ne vem, kaj ne rečem, ko so punce v igri. Nekaj me zabrenza in pol sem bulam v Bibi. To je zelo pogosta reakcija. Se to tudi te dogaja? Ja, ampak sem za ta trenutek opremljen s potencialnimi vprašanji. O čem, na primer? Vsebina ni toliko pomembna. Važno je, da najdeš eno temo, ki bo sprožila pogovor. Jaz ponovadi vprašam, če ima brata in če je dovolj močen, da me prebuta. Od Bibi brat je Bobby in on me zagotovo ne more prebutati. Človek tehta manj, kakor ta telefon. Ta tudi pali. Ej, kva je s temi učitelji za matematiko? Sam res, kaj pa je z njimi? Točka do 2, 1 točka, pa ne bi imel popravca. Bi bilo toliko težko dati 1 točko za postopek in pa sem imel uničeno celo poletje. Mogoče bi bilo dobro, da na začetku malo prilagodiš svoje pričakovanja. Kako to misliš? Ne se po 2 sekundah odločiti, da si zaljubljen in da je to ljubezen tvojega življenja. Ampak Bibi je ljubezen mojega življenja. In kaj se zgodi pol? In kdaj pol? Ja, z Bibi se dobiva in kaj pol? Ja, najboljše je, da začnete delati kakšno aktivnost. Aktivnost? Že na prvem zmenku? Pa ne to aktivnost, no. Pejte na sprehod, glejte zvezde, ta romantična sranja. A res, to je tvoj nasvet, romantična sranja. Jaz grem rad na prvem zmenku v kino, ker če so na začetku stvari malo nerodne, imaš potem nekaj ur časa, preden moraš spet strmeti drug v drugega. In pa se lahko pogovarjaš o filmu. Hej, kva ti je bilo všeč, kva ti ni bilo všeč. Ok, to mogoče ni tako slaba ideja. Če si pa bolj zadržane sorte in nisi tako zelo zgovoren, je pa boljša kakšna fizična aktivnost, kjer ne rabiš veliko govoriti. Kaj pa? Karkoli pač najraje počneš. Bowling, minigolf, potapljanje v smetnake. Potapljanje v smetnake. Veš, koliko dobrih stvari ljudje stran vržejo v smeti. Če splezaš noter, najdeš toliko ene cool retro robe. Ne bom imel prvega zmenka v smetnaku, no. Ja, imaš prav. To je bolj za drugi zmenek. Kaj pa narediš na koncu zmenka? Odvisno od zmenka. A sta se imela okej ali ne? Če sva se imela okej. Ja, povej, da si se imel zelo lepo in da bi rad nadaljeval z vajno romantično aktivnostjo tudi v prihodnje. Romantično aktivnostjo tudi v prihodnje. Pa kdo tako govori, no? Casanova s Celovške. Ok, Casanova. Ali jo bom pa vprašal, če bi šla rada še na kakšen dejt? Tudi to deluje. Poli pa lahko pošlješ še kakšno sporočilo z nago fotko. Kaj? Riki, prosim reči, da ne pošilja svojih nagih fotk. Samo eni punci sem. Riki! Ja, pa, če pa rekla, da ne bo šla več z mano ven, če ni pošla fotke. Ok, Riki, zdaj me pa res dobro poslušam. Ko enkrat nekomu pošlješ svojo nago fotko, ne moreš več nadzorovati, kaj se z njo zgodi. Kdo je vid, kje se šera. Če se deli na internetu, lahko tam zavedno ostane. Pa se je rekla, da je ne bo nobenemu pokazala, no. Aha, se pravi, zaupal bi osebi, ki ti je grozila, da ne bo šla več s sabo ven, če ji ne pošlješ fotke. Ja, mogoče je bilo to res malo neumen. Mogoče pa res. Mogoče tudi OnlyFans profil ni bil najboljša ideja. Riki.
Vsi, ki se spuščate v romantična razmerja, morate biti pripravljeni tudi na zavrnitev. Jaz nisem pripravljen na zavrnitev. Ja, ljudje smo si različni, včasih se dve osebi ne ujameta najboljš. In lahko se zgodi, da nekdo enostavno noče biti s tabo. Predvsem se pa ne preveč sekirati, če te oseba začne ghostati. Sploh ne razumem, zakaj ljudje to počnejo. Po vsej verjetnosti zato, ker niso zbrali dosti poguma, da ti povejo, da nočejo biti s tabo. In jim je lažje, da ti sam pač nehajo odgovarjati na sporočila. In kaj narediš v tem primeru? Ja, na začetku te to verjetno čist potre in si nekaj časa dosti slabo. In to je čisto ok. Je pa pomembno, da se s časoma iz tega zvlečeš. In kaj v takem primeru najbolj pomaga? Druženje z ljudmi, ki te imajo radi. Z družino, s prijatelji, delanje stvari, ki jih imaš rad. Upam, da po zmenku z Bibi ne bo prišlo do krute zavrnitve. Ej, če bo pa prišlo, se lagaš po mano po tabletu spetnjake. Ok, sam ne ubijo.